Zdaj, kombinatorika je tak, ne, veda, ki se v bistvu z različnimi kombinacijami oziroma razporeditvami ukvarja, ne. Zelo je prišla prav pri raznoraznih igralnih aparatih, pri recimo tam v Vegasu, ne, če bi vi veliko denarja radi zaslužili, pa tako je kombinatorika v bistvu tista, ki vam bi napovedala najboljše uspehe in zato se je v resnici tudi zelo dobro razvila, ne. Zdaj pa, mi si bomo pač osnovne te prijeme pogledali. Recimo je pa treba na primer pač kombinatoriko poznati v vsakdanjem življenju, vam je veliko lažje, ne. Na primer, ne vem, sinhronizacija semaforjev, da se lahko vi čez zeleni val peljete. Potem, recimo pri raznoraznih prevoznih podjetjih morajo vedeti, kako se jim bolj splača ali od ene točke do druge točke, ne. Potem konec koncev tudi, če planirate kakršnekoli zabave, kakršnekoli razporeditve, ne, je kombinatorika tista, ki vam lahko marsikje pomaga, a ne. Tudi recimo, potem verjetnost, ne, verjetnost je pa potem še za raznorazne napovedi, ne. Pa še marsikaj drugega, no. Okej, dobro, no, se pravi, kombinatorika je v bistvu veda, kombinatorika je v bistvu veda o razporejanju raznoraznih elementov, a ne. In zdaj osnovni kombinatorični prijemi so v bistvu, tako so se začeli, da so si rešitve večinoma, recimo ali narisali ali pa kakorkoli, a ne. Recimo, ne vem, na koliko načinov lahko posadimo v vrsto 5 otrok, če ne postavljamo nobenih pogojev, ne. To se raznorazni učitelji kdaj sprašujejo, ne. Ali pa recimo, na koliko načinov pa lahko, če pa Miha pa Peter sploh ne smeta biti skupaj, a ne. Ali pa nekdo ima 3 srajce, 5 hlač, 6 kravat, ne. A mu bo to držalo za cel mesec, da se obleče ali ne, ne, če bi mogel biti vedno čisto drugače oblečen, a ne. Je pa res, da so faktorji, ne, če bo pa lepo oblečen, ne, če bo imel rdečo kravato zraven roza srajce, ne vem, ali to paše ali ne, potem pa ni tako lepo, a ne, mogoče oblečen, ampak kombinacija pa je, ne. No, in recimo, pač, najprej se recimo lahko pogleda, kako bi se tale naloga recimo rešila kar z risanjem, a ne. Zdaj nekdo ima 3 srajce, 5 hlač pa 6 kravat. In zdaj, če si predstavljate, on pride do omare, ne, in se mora odločiti, ne, koliko možnosti ima, da reši, ne. Se pravi, on stoji takole, pri omari in gleda. No, in najprej se lahko odloči med 3 srajcami. No, pa recimo, da se odloči, lahko se odloči za srajco 1, srajco 2 pa srajco 3, ne. Se pravi, on se lahko odloči zdaj 1, 2, 3, a ne, na 3 načine za srajco. Zdaj pa naprej, a ne. Zdaj pa ima hlače. In stopi naprej do hlač. Zdaj si je pa on, če si predstavljate, že oblekel eno srajco. In zdaj, če si je oblekel srajco 1, potem ima možnosti, da si vzame zraven hlače 1, hlače 2, hlače 3, hlače 4 pa hlače 5, ne. Se pravi, lahko si da katerekoli hlače gor, ali 1, 2, 3, 4, 5 in bo to različno oblečen, kot če ima srajco 2. No, če ima pa srajco 2, pa isto se lahko zgodi, da si da hlače 1, hlače 2, hlače 3, hlače 4 pa hlače 5. In potem, če pogledamo še naprej, ne, tudi pri tretji srajci si lahko da 1, 2, 3, 4, 5 hlač, a ne. No, in zdaj on stoji tam pred omaro, zdaj je pa že oblečen, ima srajce pa hlače gor in zdaj bi še dodal kravate, a ne. In to 6 kravat. Se pravi, če ima srajco 1 pa hlače 1, potem lahko iz tega ven dobi še kravato 1, kravato 2, kravato 3, kravato 4, kravato 5 pa kravato 6. In iz vsakih hlač lahko dobi zdaj 6 in teh lahko dobi 6 in teh 6 in tukaj 6 in tukaj 6 in tukaj 6 in tako naprej, ne. Si predstavljate množico odločitev, lahko si zdaj s kravato si lahko naredi, ne. In na koncu, ne, na koliko načinov se lahko obleče, ja, zdaj, če imamo čas, preštejemo 6, 6, 6, 6, 6, ne. Če pa nimamo časa, ne, pa rečemo, ja, tukajle dobi 3 odločitve. In potem krat, ne, na vsaki izmed teh 3, ne, dobi pa še
5 odločitev za hlače. In potem na vsake hlače dobi pa še 6 odločitev za kravato. In v bistvu te odločitve med sabo pomnožimo. In sicer 30 krat 3 je 90 dni je lahko različno oblečen. Ne? To je pa kar v redu. Temule se reče kombinatorično drevo. Tole smo pa zmnožili, da smo dobili rešitev. Tako, pa gremo naprej. Osnovni izrek kombinatorike je pravilo produkta. Kaj smo naredili? Vse možnosti, ki smo jih imeli, smo jih pomnožili. Ne? Se pravi, moramo pa edino malo pogledati, če je neodvisna. Se pravi, ni važno, katere hlače si je dal gor, še vedno mu je na voljo 6 srajc. Ne? Če bi pa mi rekli, da zraven modrih hlač lahko gre samo bela srajca, bi pa takoj postal ta dogodek neodvisen. Se pravi, osnovni izrek kombinatorike oziroma pravilo produkta reče, če so odločitve med sabo neodvisne, lahko potem to med sabo pomnožimo. Se pravi, vse te posamezne korake lahko med sabo pomnožimo. Ne? Pa rešimo zdaj ta primer. Stric je obljubil nečaku za rojstni dan uro pa nalivno pero. Nečak je lahko v trgovini izbiral med 3 urami pa 4 nalivnimi peresi. Na koliko načinov je lahko izbral darili? Zdaj, če bi si na hitrico naredili drevo, tule je bil nečak in najprej je prišel in je med 3 urami izbral. In si lahko je izbral uro 1, uro 2 ali pa uro 3. In ko se je že odločil za uro 1, mu je še 4 možnosti ostali za nalivno pero 1, nalivno pero 2, nalivno pero 3, nalivno pero 4. Ne? Ali pa če si je uro 2, prav tako ni bilo odvisno, kako uro si izbral, nalivno pero si lahko izbral katerokoli, ne? Pa še tu 4. In zdaj, če bi to prešteli, 4 pa 4 pa 4, ne? Je skupaj 12 možnosti. Oziroma, preprosto pomnožimo 3 krat 4 je 12. Kombinatorika boste videli tak. Ali jo takoj vidite, lahko pol pomnožite, pa nekaj seštevate pa odštevate, pa dobite možnosti, ne? Ali pa kar direktno preštejete. Ali pa dejansko res delate po formulah, ne? Boste videli, ne? Se pravi, zdaj osnovno pravilo produkta je pač tako, da pomnožimo. Ok. No, tale je zelo pogosta naloga. V restavraciji ponujajo gosto za kosilo 2 vrsti juh, ne? Se pravi, si malo spišemo 2 vrsti juh, 3 vrste prikuh, kuhe, to so mende krompir pa riž pa tak, ne? Pa 5 vrst mesa. Najbolj so se za meso potrudili, ne? Koliko različnih kosil ima gost na voljo, če naj vsako kosilo vsebuje le po eno od naštetih vrst jedi. Se pravi, tu je klasično, ne? Zdaj, kako juho boste jedli, vsem, kako imate prikuhov. Se pravi, imamo 2 juhe, krat 3 prikuhe, krat 5 krat meso. Je vse skupaj 30 različnih jedi lahko rešimo, ne? In zdaj to pravilo produkta v bistvu pač pravi tole. Sestavljen izbor naj poteka v k zaporednih korakih, se pravi, na vsakem koraku smo se odločili, ne? Ali za juho, ali za prikuho, ali za meso. Če v prvem koraku izbiramo med n1 možnostmi, to je recimo med 2 juhama, ne? V drugem koraku neodvisno, kaj smo prvič izbrali, ne? Med tolikimi možnostmi, pa v naslednjih korakih spet isto neodvisno, potem je tole tista formula, ne? Ki nam pove, kako zračunamo vse skupaj, ne? Se pravi, vsi izbori so enaki produktov vsega tega, ne?